Za zmago, kako ste videli tole tekmo, na koncu koncev ste jo zasluženo dobili, moramo priznati. Najprej bom čestitil moji ekipi za zmago. Ja, zasluženo, ampak se vidi, da je bil Bronx oslabljen. Čeprav tako smo se pogovarjali, treba tudi gola dati. Ne? Res, da smo dali te prva gola malo lažje, ker je bilo malo tekmo, pa lažje igrati, čeprav je Bronx se vrnil na 2-2, ampak mislim, da je malo boljša individualna kvaliteta naših igralcev danes prevagala to tekmo. Kaj vas čaka naprej? Kakšne so vaše ambicije sedaj? Zdaj imamo nasprotnike, ko so nam pomirni, prihajajo in verjamem, pa tudi imamo zdaj od 5 tekmi še 4 doma, da si bomo točkovni izkupiček povečali in borba za čim boljšo pozicijo v play-offi. Tam pa verjetno tako kot lani, pa predlani, Bronx Sevnica, ne? Kaj reči po današnjem porazu? Malce ste bili oslabljeni, nekaj novih obrazov smo videli. Je to posledica teh 5 golov? Nekaj ste jih dobili res na lahek način? Ja, že pred tekmo smo vedeli, da bo tekma težka. Kljub temu, da je Sevnica 9 na lestvici, vemo, da to ni realno stanje. Tudi imeli smo 2 odsotna, kapetana Zajca in Klinca. Na prvem polčasu smo dobili 2 v bistvu poceni zadetka, sploh prvega. To smo se uspeli pobrati, vendar na to spet tretji gol preveč naivno in na to tudi po četrtem je bilo že praktično vsega konec. No, malce je bilo tudi nervoza z vaše strani, živčnosti, ravno zaradi tega, ker ste prepoceni dobivali zadetke, se potem trudili, da ste popravili zadevo, ampak pol je šlo spet vse narobe. Ja, prva 2 zadetka sta nas malce, bom rekel, spravila v živčnost. Težko smo prihajali do lepih priložnosti. Uspelo se nam je pobrati, vendar na to, kot sem že rekel, spet prepoceni prejeti zadetek in na to se nam ni uspelo ponovno vrniti. Kaj vas čaka naprej? Zdaj nas čaka gostovanje v Ivančni Gorici, kjer je zmaga praktično nujna. Na to domača tekma z Škofjo Loko, ker tudi potrebujemo 3 točke in na to bomo videli. Upamo, da zberemo čim več točk do konca prvenstva.